Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Tokratna tema bo pot do mojstrstva. November kot mojstrski mesec nam vedno v vsakem letu malo pomaga pri tem, da ozavestimo, kaj vendarle je naše poslanstvo, kaj je tista naša pot do mojstrstva, do tega, da smo mi mojster, da smo vse boljši, da dvignemo svojo vibracijo, kvaliteto sebe kot osebe. Ne glede na to, kdaj gledate tole oddajo, tudi če jo gledate januarja, marca, septembra, ni pomembno. Jaz mislim, da smo vedno nekako na poti razvoja, na poti učenja, na poti sebe. Zdaj, v numerologiji vemo, da imamo 5 osebnih številk, ki jih izračunamo z imena in priimka kot ob rojstvu in našega rojstnega datuma. Eno izmed teh je število usode, ki si ga bomo danes tudi malo podrobneje pogledali. Zanimalo pa nas bo, kaj je zdaj naše poslanstvo. Najprej pa se ustavimo prav pri tej besedi. Kaj pravzaprav je poslanstvo? To naj bi bila energija, ki jo mi oddajamo vesolju, mi oddajamo svetu. Se pravi, ne nujno partnerju, ne nujno otrokom, ne nujno našim staršem, ne nujno sebi, ne nujno sošolcem, ne nujno sosedom, ampak svetu kot celoti. Torej, kakšen doprinos ste vi? In veste, vsi smo kdaj malo slabši doprinos, kot bi lahko bili, vsi smo kdaj malo boljši doprinos, kot bi si lahko mislili, vsi kdaj sami sebe presenetimo, pa okolico tudi, pa vsi smo šli kdaj tudi že malo v likvrc, pa smo slabše izbirali, pa smo ga pobiksali, pa se morda nismo dovolj niti pozanimali. Vsi smo kdaj naredili kaj takega, na kar nismo ponosni, vsi bi kdaj mogoče si želeli, da bi imeli še eno priložnost. To je popolnoma človeško. Kakšen človek smo? Ali smo zrel človek? Ali dejansko stopamo po poti mojstra ali ne? Pa v bistvu ne odloča to, ali imamo vedno prav. Ne odloča to, ali se vedno odločimo pravilno. Ne odloča to, ali smo vedno tipi-topi, pridni, polikani, poštirkani. Odloča dejstvo, da znamo prepoznati svoje napake, da jih sploh iščemo, da se znamo opravičiti, tudi sebi, da znamo iskati globino, pa tisto nekaj več, pa nek namen. In tisto, kar nas osrečuje. V napovedniku za november 2024 sem opisovala ravno to. Pot mojstrstva ni najlažja pot, ki jo boste obrali v življenju. Kar poglejmo v svet okoli nas. Dalaj Lama. Večina mojstrov, pa naj gre za Dalaj Lamo, naj gre za Jezusa, naj gre za kogarkoli, niso stopali ravno po najbolj enostavni poti, je tako. Jim ni bilo vedno posuto le z rožicami. Je življenje pred njih postavilo velike izzive. In če pravimo, da je pot v pekel tlakovana z dobrimi nameni, ko želimo najboljše, pa mogoče naredimo slabo, potem lahko zagotovostjo trdimo, da je pot do mojstrstva posuta z največjimi izzivi. In veste, sem se zadnje čase malo navadila deliti malo iz svojega osebnega življenja. Se spomnim, ko sem začela trenirati taekwondo. Pa sem se ful trudila, pa vi morate razumeti, sem tako majhno bitje, štorasto bitje, z eno nogo daljšo kot drugo. Torej nisem ravno nek naravni talent borilnih veščin, ampak sem se ful trudila, brala sem o korejščini, o zgodovini borilnih veščin, konkretno o zgodovini taekwondoja, ful sem noter padla, ampak trener me je skozi sekiral, skozi od mene ful velik zahteval. Zdaj pa vsi moji bratranci so pa neki 3., 5. dan karateja, vsi so tudi trenerji, vsi so zelo predani borilnim veščinam. In ko sem bila že na točki, da bi skoraj da rekla, zdaj se pa ne grem več, zdaj pa to preveč, zdaj pa sploh kaj prav naredim. Mi je eden izmed mojih bratrancev rekel, jaz ti bom zdaj nekaj povedal kot trener. Jaz se s tabo ne pogovarjam kot tvoj bratranec, ne pogovarjam se s tabo kot nekdo, ki je treniral karate, ampak kot trener. Trener nikoli ne zahteva več in več in več od nekoga, kjer ne vidi potenciala. Ampak on vidi, da ti zmoreš, mogoče ti tega ne vidiš, ker mi isto tudi moj trener govoril, roko na srce. In zato ti teži. Nikoli se ne teži tistim, za katere vemo, da ne bodo uspeli. Vedno se teži, spodbuja, nekako daje motivacijo tistim, kjer vidimo, da še niso prišli do svojega polnega potenciala. Zdaj pa dajmo to prevesti v življenje. Življenje, Bog, vesolje, vaš višji jaz, vaša duša, vaši vodniki. Kdorkoli vam je pač najbližje, katerikoli izraz vam je domač. Verjamem, da ve in se zaveda, da ste sposobni več od tega, kar počnete zdaj. Vsi mi.
Da je pred nami še veliko učenj, še veliko izzivov, še veliko nagrad, še ogromno lepega. Da je pred nami pravzaprav še celo naše življenje, kolikor ga to pač je, za nekoga morda na žalost en mesec, za nekoga še 10, 20, 30, 60 let. Torej, življenje se še ni končalo. Torej, zato se tudi izzivi še niso končali. Torej, vsakič, ko si rečemo, še ni dost, že spet, lahko, bo vesolje reklo, seveda da lahko, še izzivov bi, izvolite, jih dostavim. To, da imate težke izzive pred seboj ali za seboj, pomeni, da ste močni. In veliko, tudi ko pridete k meni na svetovanje, ko jaz gledam vaše osebna števila, rečem, vi ste zelo močna osebnost. Vi ste zelo močna oseba. Me včasih malo takole pogledate, pa rečem, mogoče se v tem trenutku, ko se soočate z nekim viharjem, z neko turbulenco v vašem življenju, z neko zelo težko odločitvijo, za katero ni zagotovila, da je A ali B ali C ali Z ali Ž je pravilna odločitev. Ko nismo dovolj pametni, vsi smo kdaj v situaciji, ko se želimo dobro odločiti, ko želimo narediti najboljše za vse, pa mogoče malo manj dobro zase. Vsi smo kdaj v takih situacijah in nismo dovolj pametni. Vsi ga kdaj tudi pobiksamo in to, da imamo pred sabo za sabo ob sebi težke izzive in da se ne počutimo močne, ne pomeni, da smo šibki, ne pomeni, da smo neumni, ne pomeni, da smo nesposobni. Pomeni, da se učimo. Pomeni, da je pred nami življenje in neki izziv in neko učenje. Kaj, če bi vedno na to gledali tako? Učenje. Če bi sebe postavili zdaj v koncept mojstra. Dajmo si zdaj tole zamisliti. Obdajte se z neko čudovito, magično, prelepo energijo, svetlobo. Posujte se z magičnim prahom in na sebe pogledate kot na mojstra. Na sebe gledajte kot na nekoga, kot na lotusa, ki gre čez toliko in toliko blata, izzivov, kalne vode in pride ven kot eden izmed najlepših cvetov, kar jih poznamo. Kaj je tisto, dragi moji, kar je bilo v vašem življenju najbolj naporno? Dajte kar zdajle si vzeti čas, ne po oddaji. Kaj je bilo tisto, kar je bilo najbolj naporno? Katere odločitve so bile najbolj težke? Kaj je bilo tisto, kar je bilo morda res zelo težko, niti ne mogoče boleče, ampak izjemno težko storiti v življenju? Kaj je bilo največje darilo tega? Če prevrtimo naprej, pa vem, da se to sliši tako zelo klišejsko, ampak je res. Kaj je bilo darilo iz tega? Kaj je bilo darilo iz neke zelo težke izgube? Smo se okrepili, smo ugotovili, da morda lahko. Nam ni lahko, nam ni všeč, nas boli brez te osebe ali brez nekega koncepta, brez nekega odnosa, brez neke službe, brez neke kariere, brez nekega talenta, brez neke možnosti, ampak da lahko. Torej, tukaj in sedaj se dajmo za vse življenje spomniti, da dokler smo tukaj in dokler smo živi, še vedno stopamo po svoji poti mojstrstva in še vedno lahko svoje življenje spremenimo, izboljšamo ali pa poslabšamo. Vse je odločitev. Tudi ko se ne odločimo, se odločimo. Zdaj, če primerjamo, če si prikličemo v misli otročka, ki pride v slaščičarno, moj bog, koliko sladic, pa sladoledov, pa imenitnih stvari, da kar ne ve, kaj bi se odločil, kako je navdušen, ampak je pa odločen, da nekaj od tega bo. Najbolje vse. Kje se je ta otroček in to navdušenje zgubilo v vašem primeru? Na katerem področju? Za nekoga bo to partnerstvo. Vse več vas je samskih, ki pridete k meni in rečete, veš kaj ali ne. Ti zdaj meni povej, kaj mene čaka v poslu, pa kaj mene čaka tam, pa tam, pa tam, pa tam. Nad partnerstvom sem dvignila roke. Kje ste vi izgubili navdušenje nad življenjem? Kje ste vi izgubili navdušenje nad seboj? Kje ste izgubili zaupanje, da bo dobro? In če pogledamo pot mojstrov pred nami, jaz verjamem, da so kdaj tudi oni izgubili upanje in zaupanje v človeštvo, ne samo v sebe. Ne samo v to, kako se bo zgodovina pisala. Ampak življenje gre naprej. In ne glede na to, ali se v tem trenutku počutite, kot rečemo, na višku svoje moči, ste srečni, ste polni energije, kar razganja vas, jaz sem zelo vesela za vas, če je temu tako, ali če ste totalno na podnu,
In enostavno več nimate energije, da bi se sploh kaj dosti iz postelje ven spravili. Sploh ni važno, kje ste. Kle, vmes. Vse življenje je še pred vami. In vaše poslanstvo je z vami od tistega trenutka, ko ste se rodili, do tistega trenutka, ko boste odšli. Tako kot ste vi živi od tistega trenutka, ko ste se rodili, do tistega trenutka, ko boste odšli. In ta oddaja ni namenjena temu, da bi se zdaj držali za glavo pa rekli, o moj bog, ne delujem na svojih 666%, sploh ne. Gre za to, da vas spomnim, da ste še vedno tukaj in sedaj. In zdaj bomo naredili pregled števila usode samo zato, da vas morda malo spomni, kaj ste si vi kot duša izbrali, preden ste prišli na to zemljo. A ste si rekli, o fino, zdaj grem pa na počitnice, zemlja je pa tako easy peasy, to je simple biti tam dol. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da vsi, ki smo se odločili priti na zemljo, v katerem koli času zemlje, pravzaprav smo se zavedali, da pač res zemlja ni nekaj zelo enostavna. Ampak, a veste, jaz verjamem, da tudi ko bomo odšli z zemljice, ne glede na to, verjamemo v reinkarnacijo ali ne, bo naša duša, naša osebnost, mi, bogatejša za eno ogromno izkušnjo. In samo od nas samih je odvisno, ali bomo tudi mi prinesli ljudem na zemlji, s katerimi smo v interakciji, pa ne gre za šoferja na avtobusu, prodajalko v trgovini, ali našim partnerjem, ali naši otroci, ali bomo doprinos, ali jim bomo povrnili vero v dobro, ali jih bomo obdali z lepo energijo, ali s kritiziranjem. Ali z negativnostjo, ali strahom. Samo od nas je odvisno in od prav nikogar drugega. Če je na drugi strani oseba, s katero enostavno se ne da pozitivno komunicirati, kdo točno vas je prisilil, da s to osebo še vedno komunicirate? Mogoče je to vaš otrok, morda so to vaši starši, morda ne morete kar reči adijo. Lahko pa to komunikacijo zmanjšate oziroma se spomnite na to, da imate tudi vi svojo vlogo tukaj in morda je vaša vloga pa skrajno pozitivna. A če imamo zdaj pogled število usode od 1 do 9, pa dajmo. Torej, število usode zračunamo iz seštevka našega imena in priimka ob rojstvu. Se pravi, drage moje dame, ki ste se poročile, napisali boste svoje dekliško ime in priimek. Tisti, ki ste ime spremenili, to je kar moderno postalo v zadnjem času, pa tudi mogoče ob posvojitvi in tako naprej. Torej, vedno gledamo ime in priimek kot ob rojstvu. Abeceda je zdaj že na zaslonu. Če me spremljate na YouTubeu, vstavite video in v miru prepišite svoje ime in priimek. Dopišite pod vsako črko numerološko vrednost te črke in potem seštevajte toliko časa, da pridete do ene same cifre. V tem trenutku nas karmični seštevki, mojstrski seštevki in tako naprej ne zanimajo. Naredili bomo preglednico od 1 do 9, torej zanima nas samo končni seštevek. Toliko časa seštevamo, da pridemo do ene same cifre. Torej, drage moje enke, veste, da ste samostojne. Veste, da v ljudeh okoli sebe nekako prebujate občutek samostojnosti. Se pravi, če povem zelo po domače, znate nekoga nabustati, znate mu ravno prav popihati mogoče malo na ego, mogoče malo tudi na šibke točke, zato da vlijete nazaj samozavest tej osebi. Torej, moje vprašanje vam sedaj je, kako pa jo vlijete sebi? Kolikokrat v življenju se pa morda zdi, da je bolj varno, da ste sami, pa da ste vi tisti, ki je v vodilni poziciji, kot da je nekdo nad vami? Kolikokrat v življenju vam to daje občutek varnosti, svobode in predvsem možnosti? Torej, morda v tem trenutku v življenju nimate kaj veliko možnosti spremembe. Se morda ne počutite vi tisti, ki je v vodilni vlogi. Najdite nekaj, karkoli to je, tudi če boste šli štrikat. Nekaj, kjer imate vi občutek, da ste neodvisni, samozavestni, samostojni in v vodilni poziciji. Iz te energije ven ste vi doprinos svetu, kajti niste vodljivi, niste kot ena očka, ki bo tekla za vsemi ostalimi, ampak boste razmišljali s svojo glavo in boste tudi druge spodbudili, da razmislijo, ali bi govejo, ali bi gobovo, ali bi piščančjo juho. Ja?
To je vaše poslanstvo. Individualizem. Čim ratate si vi več niste vi. Število življenjske poti, število usode 2. Pa navada je železna srajca. Torej, število usode 2. Drage moje dvojke. Za vas velja, da se dobro počutite kot timski delavec, kot nekdo, ki sodeluje. Nekdo, ki zna pokazati drugo plat zgodbe, ki razume obe plati zgodbe, zato ste izvrsten mediator. Ste običajno tisti prijatelj, ki razume in osebo A in osebo B, ko stojite na zelo različnih bregovih. Ste nekdo, ki bo razumel tako eno in drugo plat vojne. Ste nekdo, ki razume tako noč kot dan. To je fantastično. Kje pa ste vi? Kateri odtenek med nočjo in dnevom ste pa vi? In veste, v življenju smo redko kdaj samo en izmed odtenkov. Redko. Običajno se ti odtenki prelivajo, odvisno od vloge, v kateri smo. Število 2 pa simbolizira ravno to, komunikacijo, povezovanje, vloge, ki jih igramo. Torej, ne pričakujte od sebe, da ste Tarzan vedno, ali da ste vedno v podrejeni situaciji. In ena stvar, ki si jo nikoli ne dovolite, kar je velik izziv za število 2, je, da bi bili predpražnik za tiste, ki se ne znajo soočiti s svojimi izzivi. Dragi moji, v vašem življenju bo veliko oseb, za katere bo lažje s prstom kazati na vas, katerim bo morda lažje reči, da se vi niste znali prilagoditi dovolj. Torej, vaše poslanstvo je pomagati nam razumeti umetnost kompromisa, po drugi strani pa je vaša naloga, da sebe ne podrejate. Eno je prilagoditi se, razumeti, drugo pa je podrediti se. Torej, po eni strani je vaše poslanstvo velik blagoslov in po drugi strani ogromen izziv. Podobno velja tudi za število usode 3. Drage moje trojke, veste, da je število 3 povezano z umetnostjo, s kreativnostjo, spontanostjo, s tem, da verjamemo v pravljičnost. Kaj je tukaj v prvi vrsti nekaj značilno za vas? Verjamete v dobro ljudi. Veliko vas imam pri sebi z močnim vplivom števila 3 in se pogovarjamo o tem, da niste naivni, niste neumni, verjamete v dobro ljudi. Kar pomeni, da bi bili izvrstni terapevt, izvrstni trener, izvrstna oseba za delo z otroci s posebnimi potrebami, starejšimi, kajti videli bi točno, kje in v čem so dobri. So izvrstni in znali bi to izluščiti in jih v tem spodbujati, iskreno spodbujati. Jaz se spomnim, ko sem hodila na fizioterapijo zaradi mojega prsta, kako sta bili 2 gospe navdušeni nad tem, da bom šla jaz nekoč v Ekvador. Iskreno sta bili veseli za to. To se čuti, ali je nekaj iskreno ali nekaj samo govorimo. Torej, čisto vsaka oseba, ki stopi v vaše življenje, pa ne bo svojega potenciala doživela, izživela, dosegala. To ni vaša odgovornost. Vaša odgovornost je, da vi živite svoj potencial, da vi živite sebe, da vi izrazite sebe. Ne pa vedno, za vsako ceno, tudi da se izrazijo drugi. Jaz verjamem, da to malo velja za vse nas, tako da upam, da smo vsi prisluhnili tele razlage trojke tudi. Se pravi, vaše poslanstvo je to, da znate prižgati luč in upanje in optimizem v drugih in v sebi, nikoli pa na račun vas. Število usode 4. Ste zelo prizemljeni, ste zelo praktični, znate se dobro organizirati, znate vztrajati, mogoče vam celo očitajo, da ste trmasti. Po eni strani je vaše poslanstvo ravno to, stara, dobra, zdrava kmečka pamet. Ko nekomu rečemo, ok, stopimo zdaj korak nazaj, poglejmo zdaj dejstva. Zakaj se sploh gre, kje sploh smo, dajmo definirati stvari, dajmo jih popredalčkati, radi veste, zakaj se gre. V življenju v zadnjih letih absolutno nekega predalčkanja ni. Za nami so zelo turbulentna leta, zelo nepredvidljiva leta, tudi pred nami. Včasih je težko v taki energiji funkcionirati na polno. Torej, naslonite se na tisto, kar res veste, na tiste svoje vrednote, tiste svoje prioritete, ki se nikoli nikjer v življenju ne spreminjajo, in iz tem črpajte moč. In tako boste tudi vi doprinos osebam okoli vas, ne v obliki kalupa, ne v obliki omejitev, ne v obliki to je tako prav in ker jaz vem, da je to tako prav, to mora biti tudi tvoj prav.
ampak v obliki stabilne, zanesljive energije, nekoga, ki je zanesljiv, nekoga, ki ko nekaj obljubi, to tudi stori. In tega se mi zdi, da trenutno v svetu okoli nas kar malo manjka. Se pravi, to energijo oddajajte, ne preko očitkov, ampak preko zgleda. Število usode 5. Drage moje petke, če nas vi česa učite, je to možnost spremembe. Če bi kater citat povezovali s številom 5, je to, a ti nekaj ni všeč, premakni se, saj nisi drevo. Ta citat je meni iz interneta fenomenalen. Po drugi strani pa je izziv tega poslanstva, da ne odnehamo prehitro. Včasih vztrajamo predolgo časa, včasih vržemo puško v koruzo preurno. Torej, drage petke, po eni strani okolico opominjate, da je okoli njih mnogo več možnosti, priložnosti, načinov, kako se lahko soočajo s svojimi izzivi, da je pomembno, da smo svobodni v tem, kdor smo. Po drugi strani pa se lahko pojavijo v vašem življenju točno takšni izzivi, se pravi osebe, ki vas kritizirajo zato, ker želite biti malo bolj svobodomiselni, zato, ker ne obsojate drugačnosti, zato, ker ste radovedni, ker ste odprti stvari, ki so nenavadne. Število 5 povezujemo tudi s tujino. Velika verjetnost je, da bi dobro sodelovali s tujino, z nekom iz tujino, ali da bi bili dobri v tem, da bi nek način funkcioniranja iz tujine ali nam nepoznam pripeljali sem. Se pravi, za vas absolutno ne velja, da pejte domov, sedite se in bodite zapečkar, ampak bodite radovedni, bodite zvedavi in pokažite tisto drugačno možnost in pot svoji okolici. Število usode 6. Drage moje šestke, dom, družina, ljubezen do sebe, pravličnost, vse to so vrline, ki so vaše in vse to so izzivi, ki vam jih življenje sem ter tja, bom rekla, kar vrže pred noge, ker niso pretirano nežni izzivi. Se pravi, kadarkoli se ujamete v občutku, da vi niste vi, da si ne zaslužite, da življenje ni to. Takrat se je treba spomniti, da na prvem mestu je zdrava ljubezen do sebe. In zdrava ljubezen do sebe po eni strani zahteva od nas, da potegnemo črto točno tistim, ki jih imamo najraje. Včasih so to tudi naši starši, tudi naši otroci, tudi naš partner, naša država, pa tudi mi sami. Se pravi, ali je možno, drage moje šestke, da v kakšnih trenutkih dajte sami sebi mogoče malo potuhe, malo izgovora? To je vaš izziv. Vaše poslanstvo, energija, ki jo vi oddajate v svet, pa je pomembnost ljubezni do sebe, ženstvenosti, nežnosti, nege. Se pravi, druge znate opomniti, da je prav, da se spočijajo, da je prav, da za sebe nežno poskrbijo, da so do sebe, kot bi bili boginja ali božanstvo. Torej, ne pozabite na to, točno to, spomniti velikokrat, vsak dan, tudi sebe in se predvsem vi sami do sebe tako obnašati. Nekaj zelo podobnega bom rekla tudi za število usode 7, se pravi, draga moja 7, ker perfekcionizem je zelo, zelo močno povezan s tem številom, se pravi, zelo smo zahtevni do sebe, ne dajemo si možnosti počitka, ne dajemo si možnosti učenja včasih celo. Se pravi, ta perfekcionizem od nas zahteva, da kar vse znamo pred, pa takoj pa dober. To so primeri, te se štejem tudi jaz. Dokler nismo znali točno pravilno povedati slovnično nekaj v tujem jeziku z enostavno perfektnim naglasom, smo bili raje tiho. Kaj ni bolje skomunicirati tisto, kar želimo povedati, čeprav je morda malo narobe, saj če damo roko na srce, tudi mi redko kdaj govorimo v čisti pravilni knjižni slovenščini, je tako, zelo malo izmed nas jih še vedno uporablja dvojina, ko govorimo o pogovornem jeziku. Se pravi, če še svojega maternega jezika ne znamo za 1000%, mogoče je čisto kaj, če tujega ne. In za vse ostalo velja isto, nič hudega, če še ne znate 1000% dobro. Po drugi strani pa je ta ravno vpliv, ki ga imate na okolico. Spodbujate okolico pri temu, da se bolj potrudi, da je bolj natančna, da je bolj kvalitetna. A greste za to komu na živce? Absolutno. Absolutno pa ste doprinos. Po eni strani bi bili izvrsten detektiv, izvrsten novinar, kajti kar začutite, kje nekaj ni okej. Po drugi strani pa je zelo pomembno, da niste do sebe grobi, kadar vi niste na svojih 1000%. Se pravi, vaše poslanstvo je izboljševati svet okoli sebe in biti nežni do sebe.
Število usode 8. Draga osmice, znane so 8, ki je znana po manifestiranju, po odločnosti, po tem, da je uspešna. Spravi, energija, ki jo vi oddajate okolici, je sporočilo, da smo vsi lahko uspešni in da smo uspešni točno v tem, kdor smo. Eden bo avtoklepar, nekdo drug bo kozmetičar, nekdo tretji bo pisatelj, nekdo se bo najdel v vlogi starša, nekdo se bo najdel v vlogi vrtnarja, nekdo pa v vlogi znanstvenika. Kot slišite, moj muc se zdaj je zelo najdel v vlogi praskanja sedežne. Čekajte, ne sme. Ni važno, kaj je tisto, v čemer se najdemo, to je naš uspeh. Torej, drage osmice, kako vi definirate svoj uspeh? Kako vi sebe pozicionirate v svet, se vidite kot uspešne in kaj je vaše merilo? Je vaše merilo to, kar bi lahko dosegli, pa še niste, pa je to zdaj čist grozen, ker še niste? Ali je vaše merilo to, kar ste dosegli in še boste dosegli? In nič hudega, nič ne boste vsega dosegli. Tako kot sem na začetku rekla, vsi se še lovimo, nihče še ne zna vsega. Drage moje osmice, sposobne ste ful. Ni pa bistvo, da čisto vse, kar ste sposobni doseči, tudi dosežete. Bistvo je, da ste srečne v tem, da ste uspešne. In to je sporočilo, ki ga vi dajete svetu, zato ga predajte tudi sebi. In še število usode 9, drage devetke, vas povezujemo s sočutjem, z zdravilno energijo, zato se bo dogajalo, da bodo v vaše življenje stopali ljudje, osebe, situacije, odnose, ki bodo potrebovali v prvi vrsti zdravljenje. Vi ste prvi! Drage devetke, znate biti do sebe sočutne, si znate dati čas, si znate dati zdravljenje, znate biti same do sebe nežne. Velikokrat devetko zapelje ali po poti pretiranega sočutja, ko kar malo pobira tujo energijo, ali po poti, ko se pa potem tega veliko preveč nabere in se kar nekako ogradite. Se pravi, ko srečamo devetko, ki je zelo zaprta vase, ki morda deluje celo zagrenjeno, ki ima veliko obrambnih mehanizmov, pomeni preprosto to, za vse nas, da je imela slabe izkušnje, ampak v svojem bitju notri si želite pomagati. Torej, najdite način, da lahko pomagate, brez da bi sebi škodovali. Najdite način, da ste doprinos svetu, brez da bi svet od vas terjal davek. Torej, po eni strani se učite biti sočutni do sebe, do tistih, za katere se zdi, da si sočutje ne zaslužijo, po drugi strani pa tudi tega, da se ne zaprete vase in da ne začnete kriviti oziroma posploševati sveta in življenja. Torej, tako kot učite druge, učite tudi sebe. Tako kot želite dobro drugim, sprejmite dobro tudi zase. In jaz verjamem, da to velja za vse nas. Jaz verjamem, da smo se našli v vsaki številkici, kajti v življenju igramo 1001 vlogo. V življenju gremo čez 1001 izziv, 1001 nagrado, priložnost. Takšne in drugačne odnose imamo, takšne in drugačne ljudi srečujemo. In ob koncu bom rekla, kadar se sprašujete, zakaj ste znova pritegnili neko slabo izkušnjo, neko osebo, ki ima res nizke vibracije. Preden si rečete, o moj Bog, vse to je v meni, naj vas spomnim na moj najljubši primer. Serijski morilci, če bi pritegnili samo in izključno 100% samo to, kar so, jaz mislim, da bi se v prvem vikendu med sabo potolkli. Torej, včasih, velikokrat, pritegnemo svoje nasprotje, da vidimo, kdo nismo, da vidimo mogoče tudi kakšen nauk iz nasprotja tega, kar smo. Tudi če smo še tako sočutni, se je potrebno naučiti postaviti mejo. Kajte, če imamo pa na drugi strani narcisa, bo pa kmalu game over, če ne bomo postavili meje in odšli. In hvala Bogu, da se o tem vse več govori. Torej, dragi moji, poslanstvo je tisto, kar nam kljub temu, da nam prinaša izzive, prinese tudi tisto najbolj globoko, močno izpolnjenost, občutek, da smo živi, da dihamo in da smo točno tam in točno to, kar rabimo biti. Se pravi, če v tem trenutku nimate občutka, da letite meter nad tlemi, dajte iti pogledati napovednik za november 2024, prvi del, 10 minut je samo. Jaz letim meter nad tlemi, ko počnem tisto, kar je meni pomembno. Ko govorimo o pravici staroselcev, pravici narave, zaščitenju narave, živalice, ko govorimo o ohranjanju tradicije, jezika, sploh indijanskih ljudstev. Glejte, Slovenci, kako smo majhni, koliko izzivov smo imeli v zgodovini, pa smo dvojino obdržali, pa smo jezik obdržali.
to ni bilo kar nekaj. Tudi to je naša dediščina, ne glede na to, ali smo čistokrvni Slovenčki ali ne. Torej, dragi moji, veliko več je v nas, v našem DNK-ju, v naši krvi, v naši zgodovini, kot se morda zavedamo, in veliko bolj pomembni ste v svetovni zgodovini, kot se morda zavedate. S to mislijo vas bom zdaj pustila. Želim vam en čudovit teden, želim vam en čudovit večer in želim vam prečudovito življenje, v katerem ste vi in v katerem resnično uživate, doživljate in oddajate svoje poslanstvo.